Ideja knjiga, 100 zapisov in modrosti, spodaj je link. Hvala za podporo. Zdaj pa gremo lahko nazaj na epizodo. Čau. Jure, hvala, ker si se odzval na moje vabilo. Z največjim veseljem. Hvala za vabilo. Hvala, ker si prišel iz Trsta, kot sem slišal. Ni problema. Cesta je bila prazna, taka ura je. Če bi imela včeraj ob 3 popoldne, me ne bi videl tle. Tako da bi ostal nekje pri vrhniki in testiral svoj slovar kletvic. Veš, kaj sem hotel s tabo govoriti? Predvsem. Zdaj sem se vozil iz Celja in sem malo razmišljal, kaj bi te vprašal. Tako zadnje čase opažam, da veliko ljudi išče to svoje poslanstvo, pa svojo strast. In se mi zdi, da ljudje, ki ste kreativni pa ustvarjalni, ker sem tvoj bio bral, ne? Ti si pisatelj, voditelj, komedijant, kipar. Ker do konca boj in pacient. In me je zanimalo, kako si prišel do tega flova, ali pa kako bi rekel, tega, da si in the zone, ne? Moj prijatelj Andrej Škraba dostikrat reče, eni določeni ljudje so najdel svoj zone v lifeu in se ne ukvarjajo s srečo, ne ukvarjajo se z iskanjem smisla, sam pač ustvarjajo. Ne? To je zanimivo vprašanje. Ni bilo tako hitro, ni se zgodilo tako hitro. To je trajalo seveda, ampak edino, kar pa lahko rečem je, da sem bil otrok in sem vedel, kaj bom v življenju počel. To mi je bilo popolnoma jasno. Vedel sem, da bom imel opravka s tem, da bom nekoga nasmejal. Zdaj pa namerno ali pa nenamerno, tega nisem vedel. Pa a se bojo s tabo smejali ali teb? Tako. To ni bilo važno. To ni bilo važno v tistem trenutku, ampak mi je bilo pa jasno, ker vedel sem, da bom delal na televiziji, zelo rad sem imel knjige in je trajalo po moje do enega 30 leta, da se je skristaliziralo to, kar počnem. Je pa res, da na račun tega, kar počnem, sem mogel pa ogromno kompromisov narediti v smislu, da pa nimam zasebnega življenja, funkcionalnega, recimo tako. Prostega časa, pa res se ne hecam, kot to rečem, ampak nimam enega tedna celega na leto, da opravim vse, kar imam za svoje poslanstvo, za katerega se čutim poslanega. Pa se ti zdi to problem, ker če izredno uživaš v tem, kar delaš, pa v tem, kar ustvarjaš, a rabiš prosti čas, kaj boš pa takrat delal? Sej boš spet to delal, kar želiš delati? Ne, problema jaz s tem nisem nikoli imel, so pa imele moje bivše punce. Tako da to je bil problem. A malo razširiš to tematiko? Jaz mislim, da sem vse povedal. Malo sem se poistovetil, ampak sam da preverim. Ja, če so imele one, sem ga imel posledično tudi jaz pol. Ja. Tako da smo živeli v problemih večkrat v življenju. Kaj so, želeli več tvojega časa, več pozornosti? Ne več, kaj časa sploh. V tem je bil problem. Tako da res na tem področju, mislim, kolikor razumem današnje vrednote ostalih ljudi ali pa ljudi, s katerimi se pogovarjam, in to ogromno pomeni. Da rečejo, zdaj pa dela dosti, zdaj si bomo pa vzeli čas zase, pa bomo Netflix vklopili, ali bomo pa šli, ne vem, sončen zahod gledati. Jaz v tem smisla ne vidim. Iz tega stališča gledano. Kaj pa ta recimo proces, ko pišeš knjige, koliko je boleč, koliko je trpeč, koliko je težko to delati, ne? Ker se mi zdi, da spet večina ljudi si ne predstavlja, vključno z mano, jaz si nisem predstavljal, da se usedeš, napišeš 300 strani, ne? Koliko bo to časa potrebnega, ne? Razdeljen je proces, moj delovni proces je razdeljen na več faz. Prva faza je ideja, zakaj bo v knjigi šlo. In to je najbolj zabaven proces, ker tam se zgodbo spomniš, tam moraš biti dejansko ustvarjalen, da ima zasnovo, zaplet, razsnovo. To je zelo pomembno in to je najtežje napisati meni, ampak tam človek uživa. Kaj pa enkrat sinopsis narejen, se pravi, ko pa napišem na cirka 50 straneh, kaj se bo dogajalo v knjigi, se pravi, poglavje po poglavje natančno, dejansko kot kot sinopsis brez dialoga, samo opis. To največ časa vzame, ko pa se začne knjiga pisati, se pravi, ko pa rečem, zdaj pa bom to spremenil v roman,
Tiste je pa krvavo delo, tiste imaš pa žulje, tistem pa ni užitka nobenega, ker je treba sklesati ven, se veš sam. Ti moraš misel skristalizirati, preden napišeš, pa mogoče potem napišeš, pa vidiš, da ne deluje. Pa moraš spremeniti, pa pustiš odležati en teden, pa prebereš, pa rečeš, ok, še vedno stojim za tem, pol veš, da je v redu. Če pa rečeš po enem tednu, to sem jaz napisal, da je to skur, to se tudi veliko dogaja. Tako je, na te faze je razdeljen moj proces ustvarjanja. A bi lahko šla bolj v podrobno, ne? Ti se zbudiš in ta dan imaš plan pisati. Ja. Kako se pripraviš do tega? Začnem z zajtrkom, pa poslušam radio in to si vzamem 1 uro za to. To je ta mogoče moj mini dopust na dan, zaradi katerega ne rabim pol nobenega časa. Medtem, kaj ješ? Medtem, kaj jem, poslušam radio to in potem pišem do snemanja, ki ga imam popoldne največkrat. Se pravi, 5-6 ur in to je to. Potem grem pa snemati in ko pridem domov, največkrat še berem ali pa še kaj pišem, če sem se še kaj čez dan spomnil. Kaj pa ti odnos s temi distraktorji? To vidim, kaj nimaš problema? Recimo družbeno omrežja, porniči, taki stvari. Predvsem s tem. Imam največje probleme. Delal sem na tem, to je človeški Karkoli govorimo o človeškem umu, v smislu morali bi, v pridigarskem smislu, distrakcije so slabe, se mi zdi narobe. Človeški tako deluje. In tukaj se ne moramo pomagati. Mucke na YouTubu bo človek gledal in če se tega odreka, dela kontra se, pač tako je. In sem delal na tem, da sem našel čim več pripomočkov oziroma sredstev za pisati, ki so distraction free, tako rekoč. In prva stvar, ki sem jo kupil, je bila Alfa Neo 2, se imenuje. To je ena tipkovnica, ki sta jo naredila 2 človeka, ki sta nekoč delala v Applu. In vse, kar je LCD display in tipkovnica. In na to pišeš in ko imaš enkrat napisan tam, vklopiš v računalnik in preneseš v Word za obdelovanje nadaljno. In opazil sem eno zabavno stvar in to je, ko si za mizo in imaš v roki svinčnik ali pa papir ali pa to tipkovnico, nekaj, kar nima distrakcij, pa YouTuba, pa Pornhuba, da je ustvarjalni proces popolnoma drugačen. Ker če si za pisalnim strojem, če spomniš misel ali pa prvi stavek romana, recimo Peter je vstopil v sobo, to napišeš in veš, da si lahko hitro potem nezadovoljen in ne moreš pobrisati tega, če si napisal na pisalni stroj ali pa Če imaš pa računalnik, pa veš, da boš napisal Peter je prišel v sobo, ne, pobrišeš, Peter je prijel za kljuko in odprl vrata, boljš. Ne, tudi to ni dobro, pa spet pobrišeš in tako se v krogu vrtiš. Če imaš pa distraction free, pa drugače razmišljaš, ker stavek v celoti formuliraš, preden ga daš na papir. Sprobaj, če še nisi. Kako pa ti pišeš? Mislim, a si ti napisal na računalnik? Imaš probleme z distrakcijo? A poznaš ChatGPT? Say no more. Ne, iPada sem si kupil, tega velikega, s tipkovnico, Pro. In to mi je taka vrhunska naprava za pisanje, ker je to lahek, 16 ur zdrži. Ja. In začel sem itak pisati po kafičih po Ljubljani in videl sem, da to ne bo šlo. Ne. Jaz v bistvu, čim rata proces težek, meni takoj išče v bistvu neke distraktorje, ki pa se jaz nekako sam sebe zmanipuliram, da so mogoče, da niso distraktorji, da je to uporabna stvar. Ne? Se veliko ljudi pozna tisto, ki se moraš učiti, pa greš pospravljati celo stanovanje. Ja. Se pravi, to je to mal, ne počutiš še čist slabo, kot če bi bil na TikToku, ampak nekaj uporabnega sem naredil. In to se moraš ful paziti, ker težje prideš ven iz tega, kot iz TikToka, ker tam veš, da je nekaj slabega. Ne? Tako da sem pa na Instagram story sem dal, iščem eno odmaknjeno kočo. Se mi je javil par ljudi, ena je bila zelo primerna in sem šel tja, zablokiral vse distraktorje in ne vem, narava je nekako suportala ta proces. Pa ta vojaška disciplina, da sem imel urnika. Ne? Ampak ni bilo to easy, kot ti si itak na 6. knjigi ali 4., 5. Ja, roman 4. Roman 4, kaj pa
nasplošno? 6, mislim. Da. 6, no. Tako da imam se veliko za naučiti, kako v bistvu res padati v ta fokus on demand. Ne. In mislim, da nisem edini v tem svetu, ko to opazujem. Ne. Mislim, da so bile distrakcije vedno prisotne pri ljudeh. Ena slika se je pojavila že dolgo tega na internetu, ki prikazuje podzemno danes, pa podzemno, oziroma vlak, ali kaj je bil slikan 50 let nazaj. Ne, pa so danes vsi, seveda, vsak gleda svoj telefon, takrat je pa gledal vsak svoj časopis. Vse gre za isto stvar. Edino, kar se mi pa zdi, da pač smo s časom dobili, je ta čas pozornosti, ki se pa vztrajno manjša. TikTok sploh. Ne bom pozabil. Inštaliral sem si ga, oddaja ta teden, ko snemamo, je ta skrbnik za socialno omrežje je rekel, na TikTok moramo biti, tam se moramo pojaviti, to je zdaj za mlade. In je naredil račun in jaz ga nikoli nisem hotel inštalirati, pa sem rekel, v redu, daj mi credentials, se bom prijavil doma pod te. In sem se prijavil, nedelja je bila 8 zvečer in sem vklopil TikTok in sem mal brskal in ko sem nehal brskati, je bila ura polnoč skoraj. A to hitro te je potegnil? Ja, in sem samo zbrisal. To se pa lahko znajdeš med kantami za smeti, brez joba in brez vsega. Vsaj človek, kot sem jaz. Je očitno, če te je tako hitro to povlekel. Ja, algoritem sploh še ni imel časa, da se res na tebe prilagodi. Ne, se mi je bilo že všeč tisto, kar je bilo od splošno. Na splošno, ja, to je vse je bilo. Mucke, kebab, punc, kopalke, vse kebab z muckami. Vse kombinacije. Ne, ampak je to, če rešuješ to tako na ta način, po mojem si v top 1% ali pa 1 promil ljudi, v današnjem svetu. Sej toliko produciraš, vidim, ne? Vsebine pa ustvarjalno, ne? V svojem življenju. Je v tej fazi popolnoma drugače, kot sem si nekoč predstavljal, da bo. To moram priznati. Ker recimo, če si človek zamisli, da bo pisatelj, po mojem ogromno ljudi, ki reče, jaz bom pa pisal. In imajo nek zgled, ne vem, kako je pisala Agatha Christie, kako je pisal Frederick Forsyth, gledajo slike delovnih sob, desktop postavitve pa tako. In porabijo ogromno časa, da si pripravi takšen setup zapisati in vse štima. In ko vse štima, ko je svinčnik pripravljen, ko je računalnik vklopljen, ko je research narejen, gre lahko na TikTok. Ja, se ta priprava, jo jaz opažam tudi v ljudeh, ki želijo štartati neki, recimo podcast, ne? In začnejo spraševati dostikrat o tehnični opremi. In jaz mislim, da je to tudi nekak prikrita prokrastinacija, ki si ne priznaš, ker ti si produktiven. Jaz zdaj delam research, kera oprema je najboljša, sprašujem malo ljudi, ne? V bistvu pa lahko to sekundo začneš. Ne? Totalno, tukaj vidim ogromno debat o podcastih in to je tema. Poslušamo podcaste. A poslušate kaj podcaste? Zakaj je to tema? A se lahko pogovarjamo o kere tematike nas zanimajo? Ker podcasti sem en medij. A poslušate kaj radio? Ja, ful poslušamo radio. Kaj poslušate na radio? Ne? To bi mogli bolj gledati. Kaj pa imaš kakšen nasvet za nekoga, ki si rekel, veliko ljudi želi pisati? Pa recimo zgodi se ti to, kar si rekel, Peter pride v sobo, ja. Pa malo pred tem niti ne veš, kako začeti. Se pravi ta writer's block, temu rečejo ponavadi. Ne? Kaj si pri sebi opazil? Kaj takrat narediš? Jaz bi eno stvar še rad prej povedal in to je, da sem opazil ogromno ljudi, ne samo v pisateljskih vodah, recimo tudi v komedijanskih vodah. Najprej mora biti človek res iskren do sebe, a je to res zanj ali ne. Ker videl sem, da ogromno ljudi, in jaz sem bil en izmed teh, se mu je zdel neverjetno fajn biti stand-up komik. Stati na odru, pa tisto maso ljudi nasmejavati. To je super. Ideja ti je bila super. Absolutno. Kaj pa je lepšega, kot biti na odru, pa da te imajo radi, pa da se ti smejijo, pa da ti nekoga nasmejiš. In potem sem šel nastopati, sprobal sem stand-up delati cirka 15 let nazaj in tako. In sem bil v Los Angelesu in sem tam nastopil po teh klubih, ki so bili, in tam mi je kapnil in to mi resnično ni bila všeč ta misel, da jaz nisem za to narejen. In to si priznati, to
to je katastrofa, ker ti pomeni konec nekaj, kar si planiral, da boš delal v življenju. Ne? Sploh, če nimaš nič drugega v Ja. glavi, kaj boš zdaj? Ja. In tako da sem potem ta stand-up, ker vode to dajo nekaj drugega, ne? To vsi mešamo. Aha, ta je pa stand-up komik, ta je pa TV voditelj. Ni res. TV voditelj imaš trotl boben, bereš z njega, nekaj, kar si napisal in je popolnoma druga stvar. In opažam, da je v tem poslu ogromno ljudi, ki jim je všeč ta ideja, ali pa jim je všeč ideja pisati, ali pa tako naprej. To je treba razčistiti najprej. Ker je pa tudi neki stand-up komikov, v zgodovini človeštva jih je bilo po mojih lahko na prste ene roke naštejemo, ki so pa imeli ogromno zapovedati. In so bili stand-up komiki, zato ker so imeli nekaj zapovedati. In so bili zaradi tega tudi dobri. Ali pa pisatelji, ki imajo nekaj zapovedati. Nekdo, ki ima nekaj zapovedati, ne bo rabo nobenega nasveta, ampak bo samo naredil to, kar ima zadelati. Ker bo vedel, da je to, ker ima zgodbo v sebi, ki jo mora dati ven. Se pravi, ne bo se tok v umu nahajal, ampak bo bolj nahajal se v sami akciji. Absolutno. Bo se v umu nahajal v smislu, da je pisanje umsko delo, ne? Nekaj mora sebe dati ven, to je umski napor. Ampak nekaj pa imaš v sebi, da veš. Ne? Da veš, da to moram pa jaz tako narediti. James Joyce, ki je Ulysses pisal, ki je imel to unikatno idejo, a pa recimo, če bi v današnjem času živel, ne bi šel googlat, kako formulirati pa strukturirati roman, ampak samo napisal, kar je imel v misli. Tako mislim, da je. Eno zgodbo sem zapisal noter o Mozartu, ker vem, da si ti ful velik fan Mozarta, pa me bom preveril zdaj, ker nisem researcher delal, če je resnična anekdota, tako da mi boš ti povedal. Ker je bil Mozart starejši pa uveljavljen skladatelj, je prišel do njega en fant in je rekel, ti si že toliko uveljavljen, jaz bi zdaj tudi si želim biti skladatelj ful dober, a mi lahko daš par nasvetov. Okay. Pa mi je Mozart rekel, ne, ti si premlad, da bi bil skladatelj. Premlad si tudi, da bi začel delati. Ne? Pa rekel, ja, pa kako, ti si že simfonije pisal pri 7 letih, ne? Pri 5. Ja. Pa rekel, ja, ampak jaz takrat nisem spraševal ljudi za nasvet, ne? Jaz sem jih pisal. In to mi je ful dober in se navezuje na to, kar si rekel. Eno je ideja v naši glavi, kaj mi želimo biti in pol sprašujemo okoli ljudi, ki so to. Ja. Drug mod operacije je pa akcija. Tebe toliko to vleče, ne? Tebe toliko to kliče, da ni razmišljanja, ti si tam že. Ne? Lahko malo o Mozartu se pogovoriva, ker meni je tudi ful fascinantna oseba. No? Moram reči, da ne vem za ta citat. Če ga je možno, ker Mozart imel veliko učencev. Oziroma ene par, ki so ohranjeni ostali zvezki njihovi, kakšne vaje jim je delal, pa na svete, ki jih je dajal. Čist možno, da je to rekel kom. Lahko je pa to ta internetna fora, ne? Možno, tako kot citat. Einstein reče... Daj ženski šminko in osvojila bo svet. Ja, poznam. Sam mislim, da on tega ni rekel, ampak ne vem. Kako je prišla do tebe ta fascinacija z Mozartom? Pa zakaj? To je bila ena teh stvari, ki je bila v bistvu naključna. Z babico sva od 5. leta ali pa 6. vsako leto gledala 1. januarja novoletni koncert Dunajskih filharmonikov. Me je bila tista muzika Straussa tako všeč, da sem rekel, to bi pa jaz rad še poslušal, ko je konc, in sem šel v knjižnico Brežice. Koliko si bil star? Se pravi, 5-6 let, 7 mogoče. In sem rekel, zdaj si bom pa jaz kasete sposodil in bom doma poslušal Straussa tudi čez teden na kasetar. In niso imeli nobenega Straussa, nažalost, imeli so pa mal Bacha, pa mal Mozarta. Sem rekel, pa bom pa Mozarta vzel. In od takrat naprej je bil Mozart v mojem življenju in dal sem 20 let gladko življenja tej osebi. Na kakšen način? Na način študija. Njegovega življenja? Ja, vsega. Ne vem, za koliko stvari v življenju lahko rečem, da sem naštudiral do te mere, da zdaj samo gledam, kje se bo še kakšen znanstven članek pojavil, kjer bo nekdo odkril, da je en list s skicami njegovimi bil kupljen v eni trgovini v Salzburgu leta 1770, tako da verjetno ni tega napisal leta 1790, kot smo mislili, da je.
Aha, to si šel. Ja. Ja. Verjetno ta moja zgodba ni resnična, ker verjetno bi jo ti poznal. Ne, ker je dobra zgodba. Čist možno je, ker obstaja tudi zgodba, da ne bi bil Beethoven pri njemu, da ne bi mu pokazal, kako zna klavir igrati, pa je rekel Mozart, Zdaj pa ne vem, a je to res ali ni. V glavnem, ja, tako globoko, forenzično, ker te stvari, mene kar nekaj zanima, grem do kvantnega nivoja, ker se mi zdi, nima smisla zgubljati časa, če ne misliš iti do kvantnega nivoja, pri eni stvari, ki te res tako strastno zanima. Kaj si se pa naučil o njemu v povezavi z ustvarjalnim procesom, o katerem smo prej govorila? On verjetno tudi ni imel teh težav pri ustvarjanju. Je bil že malo tako prav blazno obseden z... Ne, ena bistvena stvar, ki sem se naučil relativno kasneje, ko sem bil že malo bolj odrasel, pa ko sem začel razmišljati malo bolj po svoje. Vsa fikcija in ogromno knjig, ki opisuje Mozarta kot genija, kot božjega odposlanca, kot angela, kot neko nadnaravno silo, ki je ustvarjala. To sem se naučil diskreditirati kot norost. Prva knjiga, ki sem jo prebral, oziroma o Mozartu, je bila v knjižnici zbirka nekih esejev, ki je išla ob Mozartovi obletnici smrti 1991. leta. In tam noter so bili priznani slovenski filozofi, velika imena, ki so pisala filozofske eseje o tem čudežnem otroku, ki je prišel z nebes, da nas razveseljuje. Kakšna je njegova vloga v družbi čudežnega otroka? Dajmo pogledati filozofsko pa to. To je takšna se strinja. To je takšna čudežni otrok. Ja. Dimna zavesa v ljudi in enostavno nezavedanje, kaj pomeni preživeti tisoče ur za klavirjem, za notnim papirjem, prejemati lekcije očeta, potovati po Evropi v tistih časih, govorimo o 18. stoletju. To je bil otrok, ki je šel na turnejo prvo pri 7-8 letih po Evropi, do Londona in nazaj. Kaj on je igral? Tako, njegova turneja. Pa sestra. In oče in so šli, pač, ker jih je tako zgodaj začel glasbo učiti, jih je natreniral in tu ni nobenega nadrealističnega, nadnaravnega elementa. To je izključno delo. A ne obstaja knjiga tegale Gladwella Prebojniki, ali kako se imenuje? Ja, Outliers. Outliers, tako. Ki ti pove, če boš toliko pa toliko ur 10,000 ur, ali ne vem koliko vložil v eno stvar, zna biti, oziroma je velika verjetnost, da boš na prvem mestu na svetu znotraj tega področja. Če je dososko, ja, kakor se jaz spomnim. Ja. Tako. In pri Mozartu je bilo točno to. Mozart je umrl pri 35 letih. So neke obdukcije in neke te, ki so pokazale, da je njegovo telo pri 35 letih izgledalo kot telo 70-letnika. To je bilo takrat, nepojmljivo je bilo to takrat. Takrat ni bilo interneta. Takrat, če si ti hotel zvedeti, kaj se pa zdaj v Amsterdamu dogaja, si mogel iti na kočijo, pa 14 dni peljati do Amsterdama. Ne? In če to vse človek sešteje, pa da na kup, reče, aha, to pa zdaj razloži ta fenomen Mozarta. Haydn je bil celo življenje na dvoru, na Madžarskem, na dvoru Esterhazija, in ni nikjer potoval, ne? Pa je doživel koliko 80 let. Aha, se ti zdi, da je to izmučilo? Jaz mislim, definitivno ga je to izmučilo. On je napisal v 35 letih toliko muzike, kot Bach v 80-ih. To je garanje. In zato vedno ošpice dobim, ko gledam recimo filme, kot so Amadeus, o genijih, ali pa A Beautiful Mind, o temle matematiku in tako naprej. Igre, ja. Tako. Ki prikažejo te ljudi kot res nadnaravne genije. V bistvu so bili pa navadni garači. Aha. Mogoče lahko malo o tem predebatirava, ne? Ker omenil si knjigo Prebojniki. Jaz sem jo prebral, ko sem bil 16-17, mislim, da tam nekje. In kolikor se jaz spomnim tega pointa je, da vedno je debata med tem nature versus nurture, ne? Ali pa talent proti trdemu delu, ne?
In zdaj si kar velik dal na tehnico, na stran trdega dela, če te prav razumem. Ja. A bi lahko procente opredelil, mogoče pri Mozartu? Se pravi, ta raven uspeha, slave, prepoznavnosti, da se midva zdaj o njemu pogovarjava, koliko procentov misliš, da je bilo na strani trdega dela, koliko pa na 99. 99. Nedvomno. Nedvomno. Mi si sploh ne predstavljamo. Skoraj celoten buden čas eno stvar delati. Pa tam ni bilo TikToka. To je bistvena stvar. Jaz tudi tako razmišljam. Ne? Verjetno je teh Mozartov bilo nekaj, ki so toliko vložili dela, pa je pol verjetno Mozarta ta njegov talent potisnil čez. In ko ga je enkrat potisnil čez, je dobil še več pozornosti in pol je lahko še več trdega dela vložil. In potem je dobil še več pozornosti in samozavesti in motivacije in to ga je pol naprej. Ne? Ker tudi Malcolm Gladwell v svoji knjigi opredeli, najbolj znan primer je ta hokejisti, top hokejisti v NHL-u so v 80% rojeni ali januarja, ali februarja, ali pa marca. Aha. In zdaj bi mi lahko se sprašvali, zakaj je temu tako. Ne? To bi mogla biti normalna porazdelitev. Ne? Zakaj vpliva datum ali pa mesec tvojega rojstva to, da boš postal en top hokejistov na svetu? Ne? In razlaga je sledeča, da ti igraš z istim letnikom, ko si mlajši. Ne? Se pravi, vsi 15-letniki igrajo skupaj. Eni so rojeni decembra, eni so rojeni januarja. In ta, ki je rojen januarja, je skoraj 1 leto starejši in to pomeni, da je močnejši, da je bolj razvit in na temu, nočem reči, drsališču, na igrišču, se pokaže, da je boljši. In to njemu vlije samozavest, dobi pozornost trenerjev, ki mu posvetijo več pozornosti in zaradi tega ga to potisne do NHL-a. Ne? To je neka taka razlaga v knjigi in se mi zdela zelo smiselna, ker trdo delo je bolj pomembno, ampak zato, da ga lahko narediš, da ga lahko toliko vložiš, da lahko toliko žrtvuješ, moraš imeti pa ful ene sreče ali pa talenta ali pa tako ne. To je res. Je pa tudi res, da splet okoliščin je tudi določene ljudi iz preteklosti spravil na top list znanih ljudi dan danes, recimo. Ne? Ogromno jih pa je, ki pa so pozabljeni. Recimo, ogromno Mozartovih sodobnikov je bilo v tistih časih, ki so bili res dobri skladatelji, pa jih danes več nihče ne igra. Ne, recimo en Salieri, ta, ki je v filmu prikazan kot njegov tekmec, rival, ne, to je največja neumnost, ker ni imel razloga. Ne. To je tako, kot bi bil ti cesarski dvorni skladatelj. To je doživljenjski šiht. To je bil Salieri, ne? Tako. In plača tega je bila, mislim, da 2 milijona letno današnji protivrednosti evrov. Se pravi, ti imaš šiht doživljenjski. Pa life, super. Pa life, super, na dvoru živiš, potem pridem pa jaz, Mozart, 7 let star. Ja, ne, takrat že več, ne, na Dunaj, čez 20. In zdaj jaz tebe ogrožam, ker si ti prepoznal, da sem jaz boljši skladatelj kot ti in zdaj me je treba pa ubiti. Kljub temu, da si ti milijonar in to je prva neumnost. Ja, primerjanje, ne? Kako? Primerjanje. Ja, to ja, sam, veš, to je. Človeška narava je taka, ne? Zadovoljen bom sabo takrat, ko sem malo boljši od ostalih, ki so okrog mene. Če se to popravi, ne, ker naenkrat nisem več zadovoljen v isti situaciji. Odvisno od prioritet, ja. Če hočeš, da je ego zadoščen, pol verjetno res tako gledaš. Ja. Lahko gremo na to področje tvojih začetkov, pa tega, kako si sploh prišel na televizijo, kako si prišel na radio, Gaga. Ja. Pa malo me zanima, kakšne zgodbe tam sploh zaradi Sašota Hribarja. Tako, malo sem se hotel te tematike tudi dotakniti. Se mi zdi, da je taka zelo primerna za zdaj, pa dejansko me zanima, no, kako si ti sploh prišel na radio Gaga. V srednji glasbeni oziroma na konzervatoriju v Ljubljani sva bila sošolca z Tilno Martačem in mi sva imitirala učiteljice pa učitelje. In to sva bila tam ta glavna med odmori, ne, in so nam vsi
govorili, pa kaj pa ne greste na tistih 5 minut slave, ki je bil čas v tistega lepega popodneva, na RTV Slovenija 1, ki je vodil Lado Bizoviča, Panja Tomažin. In sva rekla, ja nič, smo pa res prijavila in sva se prijavila in so nas takoj poklicali. In sva prišla na sestanek v sredo za nedeljsko oddajo in pred nama so imeli pa sestanek produkcijski, cela ekipa, in Sašo Hribar je imel v tej oddaji eno rubriko, ki se je imenovala 5 minut slave. Kislo jabolko, 5 minut slave sva midva imela. Ja. Kislo jabolko, kjer je pač intervjuju v zelo kratkem času z ostrimi vprašanji neke znane celebritije. In po sestanku, prvi, ki stopi ven sestanka, je bil seveda Sašo Hribar, ki ni prenašal sestankov in je bil prvi, ki se je ven zapudil in ga midva srečava na hodniku. O, fanta, kaj pa vidva tle? Ja, prišla sva na tole audicijo za 5 minut slave, a ja, kaj boste pa imela? Imitirala bova. A ja, pridite na Gaga, ne, v petek. A kar ni slišal nič, videl na je. In je rekel, pridite na Gaga. In sem rekel, wow, to je pa, na tem RTV-ju je pa lažje, kot si človek misli. Ne? Ker to je bil še čas televizije. Ne? To je bilo mnenje, takrat ne more vsak na televizijo priti, da je te nomer. Ja, pa edini tak medij je legitimen, ne? Danes je vsak medij, ne? Ampak... To je bil glih obdobje, ko smo prešaltali iz tistega modema, ki je praskal na ADSL ali ISDN. Tako da televizija je imela takrat še moč, ne? Leta 2002, 2003. In smo rekli, ja, nič, prideva, Tilen ni mogel, ker je bil v Zagrebu takrat, jaz sem pa prišel na Gaga. In to je bilo prvič na Gagaju v petek pred nedeljsko oddajo, kjer smo pa skupaj nastopila. In pridem na Gaga, uro prej, z idejami, z razpisanimi tistimi. Ura bila 5 do 10. Saša ta ni bilo. Sem rekel, a to ne bo danes? Pa je rekel, Tonc, kaj? Je rekel, ja, Sašo ta ni, ura bo 10, poročila bojo, oddaja bo, ne. Je rekel, pride. In je prišel Sašo, kire like imaš ti? Ja, Buša imam, ti boš Buš, gremo. In smo šli noter. Ne. In je bilo to, a tako se dela tle, v redu. Vse je imelo smisla nekako, glede na to, da sem lahko tako brez problema prišel na Radio Gaga, da verjetno ni tam tudi sestankov pred začetkom. Pa je bila pa oddaja. Aha, sem rekel, takole bo impro, bo to šlo. A si se usral, no? Totalno. To boh ne dej, da bi šel za nazaj poslušati tiste oddaje, kakšne sem govoril. Ker Radio Gaga je vedno baziral in to je bil čar Radio Gaga, zato se tam nisem nikoli najbolj znajdel. Improvizacija. Ja. Jaz nisem improvizator. Danes ti gre dobro, no, moram reči. No. Ja, pa se samo odgovarjam, to je lahko vprašanje imaš, dej me kaj bolj težkega vprašanja. Ja, tako sva se zmenila, rekel si ne težko. To je res. Dejva, kaj po scenariju. Ok, nazaj na scenarij. Ja, in sem rekel, v redu, to je pa tako. In jaz opazujem Sašota vsa ta leta, opazujem Jureta Masnaka, Marjana Šarca takrat, ne, če se ga spomnite, premier je bil tudi. Serpentišek mu je bilo ime. Ta lik je pa tako, res. To je vrhunsko. Ja, jaz sem opazoval te ljudi, Tilna Artača, seveda. Ampak Tilen je pol kasneje prišel, ne? Ja, tako. Ja. Študiral je takrat v Zagrebu, mislim, da v Gradcu. Deva reči tako, on se je usral tisti. Ja, recimo, ja. Ti si se pa pol v etru usral. Tako, jaz sem se pa v etru. In opazujem te ljudi vsa ta leta in sem rekel, ja, vi imate nekaj, kar jaz nimam. In to je dar za improvizacijo. Jaz karkoli rečem, tudi zdaj v oddajah, ki jih snemam, jaz moram imeti scenarizirano. Ampak govorim seveda o vsebini, ki je namenjena razvedrilu. Recimo, če snemamo Milijonarja, ti ne bom imel scenarizirano, ti pač se pogovarjaš, kakor se. Ampak če pa govorimo o oddaji, kot je ta teden, ker moram pa na satirični način nekaj povedati, mora biti pa od prve do zadnje črke scenariziran. Tudi tisto, kar zgleda, ali je to Gaga Biksa, kako je zimproviziral, zdaj to ni tega, tam je vse zimprovizirano. Bereš v bistvu sprem. Tako, v Strotl Bobna. In mi je prav fajn včas, če me včas kdo na ulici vstal pa reče, gledamo oddajo, sam, kako ti to pol ure z glave v kamero svaka čas, jaz pa, ja, vse tlele. To mi je najbolj všeč. Tudi Monty Python so rekli, so jih enkrat na intervjuju vprašali, kaj pišete scenarij za
novo sezono, ne vem, koliko delov, 6-12. Koliko je improvizacije potem, ko greste snemat od scenarija, ki ga napišete, in so tudi oni rekli, 0. Ker sploh tam si misliš, ko grejo na teren, pa se oblečajo, ne vem, blike, pa ne vem kaj, da to je zgleda kot nepripravljeno včas, pa je do besede natančno po scenariju. Jaz sem pristaš tega. Koliko ti je pa pol izziv milijonarja voditi, ker tam imaš običajne ljudi, ki niso mogoče nikoli bili pred televizijo in ti moraš zdaj neke fore tam pa vleči iz njih informacije, pa oni so ponovadi zadržani, ne, ker so ful pod stresom, verjetno. Stres zna biti za nekoga, ki ni bil še nikoli pred kamero pa pred lučmi, ker studio milijonarja je zelo veliko luči je tam noter, vseh sort, publika je, dobro, ko je bil COVID, takrat smo imeli brez nekaj časa, pa je prišla tista sprostitev, to je bila najbolj žalostna stvar, ko je bila omejitev na koklah, ljudje sedijo, in je bilo tako 5 ljudi, no, tako je izgledalo, da nas noben ne mara. Zakaj me je toliko malo publike? Pa maske so imeli vsi. Ja, pa maske so imeli vsi. Da žalostno tako. Ja, to je zelo žalostno. Zdaj, ko se nazaj pogledaš. Ja. Tako da, tisti je tako. Poskušaš se povezati s človekom, ker jaz sem zelo veliko gledal milijonarja, ko je prišel prvič na televizije. V Angliji, na ITV, ki ga je vodil Chris Tarrant, in pri nas, ki ga je vodil Jonas in tako. In jaz sem že kot otrok sem opazil bistveno razliko med njima. In bistvena razlika je bila ta, da je angleški voditelj je bil zaveznik tekmovalcev in tekmovalk. Jonas jih je pa v glavo drkal. Ja. In to meni ni všeč. Jaz, če nekoga hecam, ga hecam bodaj ta teden. Da on ve. Da tako hecaš. z razlogom. Da bi pa nekoga, ki je pred menoj, ki ga že tako trema muč, ki ga je strah, ki ne ve, koliko bo prišel, ki se trese, da ga zdaj pa še jaz tam norce se z njega delu, tak sadist pa nisem, no. Sem zelo velik, ampak tak pa spet ne. Tega ne bi mogel. In to je moj modus operandi pri milijonarju. In če z takšnega izhajaš, se povežeš s človekom in sta prijatelja in igrata proti računalniku. Tako da popoln ni problem se povezati z njim. Pa si pa cash razdelita na koncu. Tako. Radio Gaga, začetek zgodbe je bil ta. Ja. Kaj se je pol zgodil pa? Mogoče kaj si se naučil od Sašota še? Poleg tega, da ni bil kaj točen ali prišel zadnji moment, zelo je bil tako na free. Zelo je bil na free in lahko rečem, da se od njega nisem naučil nič, ker ni bil človek, od katerega bi se lahko kaj naučil. To je bil človek, ki si ga lahko občudoval. In to je bilo to. Ker imaš pred seboj enega človeka, ki ima toliko talenta, tega imitacijskega, toliko dar za timing in ki zna toliko abstraktno razmišljati, da povezuje neke znanstvene teme, pa jih primerja z trenutnim družbenim političnim stanjem in tako. To je rad povezoval vedno s kvantno mehaniko. Ne. Te uslužbenci na RTV-ju, ne vem, so kot te elektroni oziroma ti kvantni delci. Veš, da so, sam vidiš jih pa ne. Oziroma ne, na ta način. To ni stvar, oziroma njegov opus, kakorkoli obrneš, dela, ni stvar, ki bi jo študiral in bi od nekaj odnesel. Lahko samo občuduješ. Tako da. A to, ki je na višjem nivoju, v nekem sferi, da se težko ti tega dotakneš? Absolutno. Primarno pa zaradi tega, ker ni nekaj, kar bi lahko posnemal. Ker da se nekaj naučiš, pomeni, da znaš nekaj posnemati. Da se lahko kaj naučiš od Mozarta, od Bacha. Lahko se naučiš, ker so del enega obrtnega znanja. In to je kontrapunkt, harmonija itd. Pri Sašotu si ga pa lahko sem gledal pa nasmejal, ker to je, ne bom nikoli pozabil, ker je imel lik tega Ambrožiča, novinarja. Vas bom pa skoli vprašal, on je postal ta lik. In kaj se lahko tega naučiš? Nič. Lahko se sam nasmeješ od srca pa rečeš, pa ta človek ni normalen. In to je to. Ja. Koliko časa si pa delal tam na radiju? Rekel si, da ti ni bilo tako blizu ta improvizacija. Ni mi bilo tako blizu improvizacija, sem pa pol našel način, kako se pripraviti, ker sem približno vedel, takrat smo začeli biti na vezi bolj, družili smo se veliko s Sašotom in tako. In Sašo se je pol tudi sam naučil, ker nas je bilo enkrat malo več pol.
da je en dan prej vsaj okvirno povedal, o čem bomo govorili. In smo se lahko pripravili. Bil sem tam do leta 2009-2010, spravo teh 7-8 let. Potem sem že pa v Ameriko poskušati stand-up in tako naprej. In koliko časa je to trajalo? Kar spi vodo. To je trajalo parkrat na leto, par let zapored. Pa sodeloval si tudi pri Hribaru oddaji, ne? Ja, to je bilo pa tam od leta 2005 pa do 2009-2010. Tiste je bila pa popolnoma druga stvar, ker je na nek način bila prenešena ideja Radia Ga-Ga na televizijo. Bile so tiste animacije, enem so bile všeč, enem niso bile všeč. Največji čar je imela pa radijska oddaja, se mi zdi tam v tistih letih med 2005 pa med 2010, ki je bil še Šarec, prednje postal župan. Smo bili tista ekipa, takrat je bilo ene par oddaj takih, da smo se res toliko smejali, da jim je to... Ja, pa tak fanbase ste imeli res ogromen. No. Ja. To se je predvajalo... Vsak petek v živo. Ja. Ali vi ste imeli svojo frekvenco? Ali to je bil ne, to je bil prvi program radija. Radija A1. Vsak petek. Tam smo se res... Največji hec je bil pa na predstavah, ki smo jih imeli po Sloveniji. En ruski režiser je prišel v stik s Sašotom, ki se je preselil v Slovenijo, ne vem, v tistih letih okrog 2000, in so delali neke predstave, v katerih je Sašo igral. Potem je pa rekel, kaj pa če bi mi naredili Radio Ga-Ga predstavo? In pa je rekel Sašo, ja, valjda. In pa smo se dobili, smo rekli, mi se moramo dobiti, mi moramo nekaj napisati. Ne? In smo prišli v dvorano Ga-Ga, Sašo tak si komi dobil, če ni bil petek iz posle. Smo prišli v to dvorano Predoslje, ker je bil Gorenc. Mislim, da Gorenjskem je že bil je Rus. In sem mislil, to bo zdaj fajn, bomo pisali predstavo. Sašo je rekel, najprej pridem jaz gor, pa ti Marči, pa ti Jure, pa ti Mastnak, na koncu pa Tilči in to je to, smo zmeri. In to je bil v bistvu prvi sestanek in vse vaje za Radio Ga-Ga show. Vsak je svoj del pripravil. Cirka 20 minut je imel vsak, Saša je nekako povezval vmes in smo šli po Sloveniji s to predstavo. In to sem opisal v tisti knjigi Radio Ga-Ga razgaljeni, prvi knjigi, ki sem jo napisal 2008. Ker ne par stvari se nam je zgodilo tako, ko smo rekli na licu mesta, če pa jaz tega ne bom zdaj napisal, ne bomo verjeli, da se je to res zgodilo čez 20 let. Zato sem rekel, rajš napišem. To so res take zgodbe, da človek ne more verjeti. Ja. Kaj pa sta spol s Tilnom delala? A lahko ta odnos malo pišeš? S Tilnom sva se povezala, predvsem, ker sva oba glasbo študirala in sva bila čelist, pianist, sva bila povezana na tem smislu, sva imela ogromen idej, kako glasbo prepletati s komedijo. In sva naredila eno predstavo Godard, kjer je bilo vseh teh elementov not, imitacije, komedije in glasbe. In se nam je zdelo unikatno, ker noben ni mogel reči, to je pa stand-up, ker stand-up, jih je ogromno stand-up, to je pa še en stand-upper, edin, kar razlikuje še, a je dober, a je slab. To se nam je pa zdelo, da je nekaj res posebenega. Muzika, komedija, da tega pa pri nas ni. V tujini je to zelo razvejan, pri nas pa tega ni bilo. Tako da smo nekaj časa s to predstavo nastopala, tudi 7-8 let. Potem so prišle pa televizijske oddaje ta teden, pa kaj dogaja, pa to potem ves čas pobere, tako da nisva potem več nastopala skupaj. Ta teden z Juretom Godlerjem, ne? To zdaj kar že nekaj let. 10 bo. 10? Ja. Pardon, 2015 smo začeli. Tako da zdaj bo 9. Mislim, to je itak ta koncept iz absolutno. Amerike. Satiričen comedy news. Ja, pa ful se na politiko navezujete, ne? Ja. A te to vedno zanimalo? Nikoli. Nikoli. Še zdaj ne? Še zdaj ne. Tudi nekdo, ki me vpraša, hoče vtis narediti, ali kaj, se spozna z menoj, pa začne poliko. Tole, bo ta amandma, ki so ga sprejeli, jaz pa, ja, ta amandma, preklet amandma. Ne vem nič o politiki, ni moj interes politika nikoli bil. Vodim oddajo, katere tema je politična satira.
Samo moraš malo spremljati, verjetno. Mislim, si predstavljam, kaj se dogaja, da lahko kakšno foro na to. Na začetku nisem. Na začetku nisem, kasneje sem pa začel spremljati do te mere, da vem kontekst. Ker komedija brez konteksta ni nič. In v tem smislu vem, recimo, kaj se dogaja, tako da vem, da bo to glasovanje, ta zakon je bil sprejet, vem, kdo je premier, vem glavne ministre, koliko jih še je. Pa tako, to so glavne stvari, ki jih vem. Da bi pa parlamentiral v politiki, to pa žal ne. A te kdaj tako dajo v en koš, v eno stran, smer, politično opredelijo? Vsako oddajo. Te dajo, ne vem, če poveš vic čez leve, te dajo za desnega, če poveš čez desne, te dajo za levega. Tako da si v super poziciji, si oboje, dokler nekaj ne zineš. Kako pa si dejansko razmišljaš kaj v svojem življenju? Ne? O svojem življenju velikrat in se jočem, a politiki pa ne. O politiki pa ne, ker zame je politika vse en koš. Kakšen koš? En in isti koš. Ne morem, če govorimo o usmeritvah, ne morem, da bi se opredelil, a razmišljam tako. Zame je vse isto. Vse je za ljudi narejeno, da se kregajo med seboj. Edino, na kar prisegam, je to, da smo človeški in humani. To je edino gonilo, ki ga imam, ki se velikokrat s politiko povezuje. To je edino, pri katerem bi prisegel. Kaj pa je po tvoje namen te tvoje oddaje, da to malo razbremeni resnost okoli tega? Izključno razvedrilo. Izključno razvedrilo. Na začetku smo bili zelo politično kritični. Recimo, to je bilo sprejeto. Takrat smo imeli še zelo za vzor te ameriške, Daily Show, Colbert Report in tako naprej. John Oliver in tako naprej. To so bile stvari, ki smo jih imeli seveda za zgled. In te oddaje so zelo politično angažirane in ne samo to, so tudi, če odmislimo politiko v stran, so zelo pridigarske po eni strani. Ja. Če vice odštejemo, imaš gole politične misli včasih. Ja, vedno je nek point. Tako. Ja, mnenje. Jaz si nikoli nisem želel biti ta človek. Zdaj bi si nekaj povedal, magari na smešen način, ampak da bi potem ljudje govorili, a ste slišali, kako je lepo povedal. Jaz nisem pridigar, da bom delil, morali bi, fino bi bilo, če, a vidite, kako nas. To nisem, jaz rad nasmejim. Če mi rata, če ne, bom probal naslednjič boljš. In zdaj se mi zdi po vseh teh letih, da smo prišli na eno točko, kjer lahko selektivno vzamemo stvari, ki imajo potencial, da se na vic obrnejo, če pa ne, se jih pa ne dotikamo. Vem, da je bil največji problem leta 2015, konc leta ali 2016 je bilo, ko je bil tisti begunski val. V bistvu je bilo to vse, kar se je dogajalo tisti teden. To je bilo jeseni, a ne? In mi nismo imeli druge teme kot begunce, ki so prihajali v Slovenijo, tam, ki so se zadrževali, pa ko so. Kako to na hec obrniti? Ker se ne da. Ne da se na hec obrniti. Mislim, odvisno, koliko greš lahko v črni humor, ne? Črni humor se mi zdi, da ima zelo ozko publiko. In, ampak so pa full fani. So, ampak ni pa to, črni humor ni bil pa nikoli po moje tema za kako bi rekel temu, public TV, komercialno televizijo, večjo in tako naprej. Se mi zdi, da je zdaj nek razmah tega črnega humorja, kjer komedijanti iz Amerike kar malo tekmujejo, kdo bo bolj na hard. Tak občutek imamo, ne? Se strinjam. In zadnjič sem bil na predstavi Femiči. Ne vem, če si jo videl. Ne še. Ja, ful priporočam vsem. Sem tudi bil zadnjič v njuni vdaji in sem to isto izpostavil. Mislim, Bergant, ne. To je tok na hard. Ampak meni je to toliko všeč. Ne vem, ker se mi zdi, da je v tej... Čak tematsko ali dialekt? Tematsko. Ja. Tematsko, ja. Ampak dela z roko v roki to dvoje, no? Tako da ta njegov delivery tega, ne, je tudi poseben, ne? Ker je tako zelo oster pa tak na hard, kot si rekel. Ampak se mi zdi, da
skriva not ta hardness res neko tako sproščenost. Ne? Da če se mi zapremo v neko sobo, pa rečemo, ok, ene stvari v našem življenju so res žalostne, zavedamo se tega, ali pa v naši zgodovini, ampak tukaj imamo mi zdaj safe space, da se totalno razbremeniš in sprostiš in vsi vemo, da je to hec in si dovoliš tudi. To jaz vidim v črnem humorju. Ne? Taka res sproščenost do konca. Ne? Problem, ki sem ga v vseh teh letih opazil pri ljudeh glede črnega humorja, je nerazumevanje konteksta, kakšen je namen črnega humorja. Če se nekdo dela norca z invalidov, to ne pomeni, da je škodoželen. Tako kot so otroci, recimo v vrtcu, ki se delajo norca z invalida, to ga je za pošesih zadart, oziroma ne, to se zdaj ne sme več. Zdaj kar... Se pričujem. Za kregat ga je. Hecu si se. Ja, evo. Sem opran. Ker danes ljudje rečejo, da vas ni sram, kako se delate norca z tega. Ne. Se mi zdi narobe, nerazumevanje konteksta. Ja, kontekst. Ne. In sploh je kontekst. Kontekst je comedy show. To je en kontekst. Ne. In če to dvoje mešaš, se mi zdi, da ne boš imel lepo življenje. Ne. Če boš užaljen skozi. No? Ja. Kako pa ti vidiš to užaljenost v naši družbi, ki zdaj, mogoče v Sloveniji na določenih faksih samo opažam, ne še tako generalno, ampak v Ameriki je precej woke kultura, temu rečejo. Ja. Ker to je kar težavica za komedijo v prvi vrsti, pa na koncu težavica za svobodo govora. Ne? Ja. Mislim, da se določi, da lahko vsaki stvari nekdo reče, da si ga užalil z njo, ne? Zdaj pa a si ga malo bolj grdo pogledal, a si ga tako, to se mi ne zdi prav. Se mi pa zdi, da ogromno teh stvari, ki praviš v Ameriki, ne? Ki pridejo k nam, ali pa ne pridejo k nam, ali pa pridejo k nam za kratek čas, pa grejo, se mi zdi, da se pri nas v veliki meri pojavijo na internetu, tam ostanejo in bolj zginejo. Da bi rekel, da to pa vpliva na naše vsakdanje življenje, se mi zdi, da smo še zmerom na nek način zdrav narod, normalen narod, ki... Jaz popolnoma ločujem to, kar se na internetu dogaja, od realnega sveta. Ker če bi bilo karkoli manifestirano od tega v resničnem življenju, kar se na Twitterjih dogaja, pa na Facebooku in tako, bi mi bili že poklani med seboj. To bi bila cela Slovenija trupel. Zato to tako ločujem in vem, da tisti je igrica in nič drugega. Ti si imel ure in ure imaš posnete z Anžetom, ki sta govorila na podcastu, si v oddajah, res, tvojega kontenta je veliko. A nisi nikoli prestopil to mejo teh ljudi, ki recimo, rečeš nekaj, pa so užaljeni, ali pa to pa reče, to pa res ni primerno, ali pa tega gosta, ki to pa res ni, to pa ti ne bi smel narediti. Razumem, po moje, da ne, ker jaz, ki sem v oddaji, sem lik. Lik? Ja, jaz tist ni Jure Godler, ki je recimo zdaj, ki se zdaj pogovarja s teboj. To je lik, ki komentira. In jaz, to je tako kot Serpentinšek. Baba je žaba. O, šarec, to, kad ste šli pa predati. Ne, Serpentinšek je to rekel. Ja, spremenil je glas. Ja. To je igrano. To je, jaz to popolnoma ločujem. Da bi bil pa angažiran, biti aktiven državljan, pa komentirati kaj zasebno, to pa nikoli. Strogo ločujem, moje delo je televizijska oddaja, vodenje, pisanje, dobro, podcast, če snemam kakšen. In ko se mikrofon izklopi, ko se kamera izklopi, sem jaz v zasebnem življenju in tam me ni. Aha, ločuješ to dvoje ful? Popolnoma. Popolnoma, vidiš. Jaz ne. In, aha. Ja. Ne, to mogoče je to. To je pa meni zelo, zelo pomembno. Ker sem opazil, če me že nekdo prepozna v življenju, da me prepozna zaradi tega, kar počnem, ne zaradi tega, ki bi se snemal na Instagramu konstantno, kaj počnem, kaj jem, kje lulam, kje kakam in tako naprej. To mi ni. Ja, razumem. Anže Tomič, pa ti?
Podcast opazovalnica, ki smo ga nekoč snemali. Ja, zakaj nekoč? On se je Kako je prišlo umaknil. do tega? Ja. On se je umaknil. Začela sva s podcastom o Star Treku v bistvu in o seriji The Office. V bistvu review-je sva delala. Pa kar naenkrat sva se začela o drugih stvareh pogovarjati. Karkoli sem rekel, se je on zgrozil. Karkoli je on rekel, sem se jaz zgrozil in pa sva dobila neko to dinamiko. Enega politično korektno človeka, pa enega, ki ni politično korekten. In, Kjer je zdaj v tej? ja, jaz sem seveda politično nekorekten. Nekorekten. Ja, on je korekten. Tako da je to potem zelo hitro ratal, zelo priljubljen, ta pričkanja najna. Tako da ja, to je trajalo do leta, kdaj je 2020. Ne. In to je bil itak njegova platforma, ne? Tako da je on, Aparatus, ja. ja, on je podcast. pol rekel, jaz tega ne bom več delal. Ja, tako kot moj Koliko čas. ti je bilo žal, mislim, a ti je bilo sploh, ali si sam spoštoval njegovo odločitev? Mal mi je bilo žal, ker sva dobila en following, ki je šel samo v zrak. In končati nekaj, ko je na vrhuncu, oziroma nekaj, čemer se obeta zelo svetla prihodnost, ni lahko najbolj človeku, no, ampak če druge ni, potem nimaš kaj narediti. Pa sta pa z Davidom začela, ne? Ja, Oranžnim. podcast gospoda. Ja. Kaj je v bistvu koncept zadaj? Vi sta dva gospoda, ki imata strajčke, ali Ja. lepo sta oblečena. Spodne majčke, pa spodne hlačke, Ja. pa kravate. Ne, v bistvu je koncept bil ta, da smo veliko golf igrala skupaj. Na zdrave. Veliko sva golf igrala skupaj in pri golfu se človek pogovarja, pa vice poka, pa si misli, pismo, kako smo mi duhoviti. Ja, ja. Mi bi To mogli bi imeti moglo biti podcast. posnet. Ja. Ne, pa sej, pač tako je. Tako so vsi podcasti začeli, Tako. ker so take pogovorne narave. Ja. Tako. In pa se začne pa research o opremi. Sam vi imate produkcijo kar tako, high Ja. level. Ja, ker je ne par kamer. In potem sva začela, pa sva rekla, nič, dejva narediti en podcast o enih tematikah, ki niso pokrite pri nas, in to je pa na neke vrste good life, fine stvari, parfumi, viski, golf. In Tak kozmopolitan za moške. tako, Esquire. Ja, ja, ja. In sva začela to snemati, pa review-je kakšnih izdelkov in tako naprej. Tako da ja, to je vsa ta filozofija za tem podcastom. Pa zdaj ne delata več ali ne delata redno? Ne delava redno. Aha. Ja. Ma se lahko o tej konsistenci pogovoriva. Koliko se ti zdi pomembna, očitno ne toliko? Ja, pri internetnih vsebinah se mi zdi, da je odvisno. Eni podcasti so enkrat na mesec, eni so parkrat na teden. Tako da tu se mi zdi, da si lahko sam določiš, kaj pa kako. Pri televizijskih oddajah tam je pa težko reči, veš kaj, ta teden pa ne bom prišel, ker se mi pa ne da. Tako da glede časa, konsistenca se mi zdi glede podcastov omembene vredna. Ko pač delaš, ko lahko. Ne. Pri drugih stvareh se mi zdi pa konsistenca zelo pomembna, ker brez konsistence ne moreš nič. Ne. Karkoli počneš, zdaj pa je to, bi rekel, miselni pursuit, ali je to duhovni, kakršnokoli, moraš biti konsistenten, da karkoli dosežeš. Malo še govoriva o knjigi. A malo poveš koncept za tem, sej to ni prva v tej seriji, ampak zakaj si se odločil pisati romane? To. Odločil sem se pisati romane, ker sem rad romane vedno bral, in ko sem dobil idejo o teh agentih, bil en slovenski tajni agent, en angleški tajni agent na izmenjavi pri nas, seveda. In so se mi kar naenkrat ogromno scenarijev porodili v glavi za te romane, in pa sem pa začel samo pisati. Pa res je tudi to, da ko sem rekel, zdaj bom pa romane pisal, jaz če se nekaj odločim, potem res ustrajam. Če je samo na meni, če ne gre za podcast, ker je še en zraven, ampak če je samo na meni, če sem jaz šef od A do Ž, potem sem kar diktator sam do sebe. No. In potem je ta disciplina in potem pišem eno knjigo na leto.
Zakaj si pa se odločil za založbo, recimo, če greva v to debato, samo za založništvo, Ja, za založbo iti? Jaz sem šel tudi za založbo, pa me zanima malo tvoje razmišljanje okoli tega, ker se mi zdi, da bo vedno več ljudi. ja. Tako sva se pogovarjala prele v Sej v kafani. Ne? pri researchu za to knjigo sem že jaz ogromno stvari vprašal ChatGPT. Ker če ti hočeš research narediti o biološkem orožju, recimo, ti bo vzel par dni, da boš pogooglu, da boš relevantne stvari sprintal, da boš preštudiral. ChatGPT pa reče hvala za vprašanje, izvolite. Ja. In imaš Moraš sam napisan- preveriti, če si ni zmislil teh stvari. Točno to. Ampak se za tebe je tako sen, ker je pač Ja, to ampak- roman, fikcija. Ne? Je res, ampak jaz sem ga spraševal samo research o resničnih stvarih. O nuklearnih orožjih, o podmornicah in tako naprej. Pomembno se mi zdi, da pisatelj ali pisateljica ima jasno razdeljeno v glavi, ali bo pisal knjige na dolgi rok ali je to one shot. Ker če si napisal knjigo, ki si jo dolgo planiral, ki si jo dolgo pisal, ki ti veliko pomeni, v kateri si napisal vse, kar si imel zapovedati, potem se mi zdi bolj, da greš v samo založbo, ker boš največ iztržil z tega. Če pa na dolgi Finančno. rok, finančno seveda, če pa na dolgi rok pišeš knjige, se mi pa ne vidim smisla v samo založbi, ker ti promocija, prodaja, ti moraš za vse sam skrbeti, če greš v samo založbo. Ti enostavno preveč časa vzame, in ko ti promoviraš in prodajaš knjigo, bi lahko ta čas vložil za naslednjo, ki ga nimaš. Ja, To je po mojem bistvena razlika. Če imaš več knjig v mislih napisati, pejdi k založbi, ki prevzame knjigo od trenutka, ko je natisnjena in ti jo prodaja. Ti pa med tem pišeš novo. Ja, cool. Mogoče bi jaz, glede na to, da nas je tok odprl malo debato s publiko, o malo ustvarjalnem procesu, O čemerkoli. o O čemerkoli. Ni nobenih, Nobenih tabujev, ampak ni nobenih tematik, ki so off the table. Ne? tudi off the table, nobenih tematik. Samo povejte. Lahko, a imamo majk, ti imaš. Lahko kar dvignete roko, pa če imate karkoli, kakšen komentar ali pa vprašanje, lahko se opogumite. To je 200 ljudi. Če ne, pa gremo v druženje. Ne? Ja, absolutno. A res ne morem meni več vprašati, dajte na to. Perfekcionizem. Vprašaj. Perfekcionizem, vprašaj. Ja. Ja, vas večkrat omenijo ali pa postavijo kot perfekcionizma, pa me zanima v bistvu, kaj je vaš pogled na to, pa zakaj se vas sploh drži ta sloves. Po mojem, pri vsakem delu, kjer človek stoji za svojim imenom v celoti, se pravi nastopanje, vodenje, pisanje knjig, samo ena oseba bo odgovorna, če vsebina ne bo dobra, in to si ti. Po mojem, v tem leži razlog. Kdo pa bo definiral, a je dobro ali ni? Spet ti. Ne? Jaz mislim, da nek generalen odziv moraš gledati na ljudi. Se pravi, če je nekaj všeč samo tebi, je znak, da mogoče nekaj ni v redu, čist ne. Ali si pa tako pred časom, da bo ljudem šele čez 100 let dobro. Tako da, po mojem, v tem razlog, tega se toliko zavedam, pa nisem perfekcionist, jaz samo gledam, da bo najboljš, kar možno znam narediti stvar. In če se pa to govori o meni, me pa čisto nič ne moti, perfekcionist. Kaj pa perfekcionizem, pa zdaj recimo dosti govorimo o izgorelosti, ker se mi zdi, da je neka korelacija med tema dvema, eno je posledica, eno je lahko vzrok. Ne? Se pravi, toliko si neizprosen do sebe, potiskaš se v neko perfekcijo, ki ne obstaja in enkrat klecneš. Ne? Takole je. Glede tega imam jaz takšno mnenje. V življenju so me ogromno, zelo veliko so me zanimale tematike, ki so imele veze z spiritualnostjo, ki so imele veze z duhovnostjo, z razsvetljenjem in tako naprej in tako dalje. Jaz sem zelo veliko to raziskoval in sem prišel po cirka 10 letih do spoznanja, da ljudje zelo radi operiramo
z besedami, ki nič ne pomenijo. Pri New Agerski duhovni literaturi, recimo, je ogromno besed, za katere mislimo, da vemo, kaj so, v bistvu pa ne vemo, kaj so. Jaz sem bral Oshota 15 let nazaj, pa Krishnamurtija oba, Yujija in Jidduja. Pa so bili še različni mojstri, recimo, šel sem meditirati v Španijo k enem učencu Oshotovem, ki je prišel na Ibico, in sem rekel, mene zanima, kaj je to razsvetljenje. Kaj je to razsvetljenje? Ta govori, Osho je razsvetljen, ta je razsvetljen. Mene to zanima, kaj to je razsvetljenje, ker če operiramo z besedami, ki se ne kažejo v svetu, pravi Wittgenstein, da v njih nimamo kaj govoriti, pa ne samo, da nimamo kaj govoriti, so nonsens. In potem imamo Zguba časa. Zguba časa popolna. Ker če nekdo reče, ta je pa razsvetljen, mi rečemo, ta je pa, ja, pa kaj to pomeni, da je razsvetljen? Kako se to kaže? In bolj čas mineva, bolj vidimo, da se nabor teh besed veča. Ne? In izgorelost imam jaz eno izmed teh besed. Ker ne vem, kaj pomeni izgorelost. Kaj pomeni izgorelost? Ne vem, kaj pomeni. Ker jaz pravim, če govorimo o razsvetljenju, da se to mora biološko na človeku poznati. Če je ta človek razsvetljen, mora imeti neke simptome. In če človek... Zakaj? Zakaj? Ja. Zaradi tega, ker je sprememba stanja. Ker ni stanje, ker je drugačen, ker je razsvetljen, ker ni takšen kot ti pa jaz. No, mogoče ti razsvetljen, ne vem. Ker ne vem, kaj to pomeni biti razsvetljen. Ampak zakaj pričakuješ, da boš zaznal to spremembo, ali pa zakaj sploh pričakuješ, da je sprememba? Zakaj, če ni? Zaradi tega, ker je jezik vse, kar imamo. Mi brez jezika ne moramo vedeti, da smo srečni, da nas boli, da nas... Mi jezik jemljemo kot z jezikom se rodimo. Prva stvar, kar dojenček sliši in potem posnema, je mama, je tata, je ne vem kaj. Ko pa odrastemo, 15-20 leta, pa rečemo jezik. Ja, valjda je jezik najbolj pomemben, z njim komuniciramo. Komunikacija je zadnja stvar, kar počneš z jezikom. To je zadnja stvar na seznamu. Tvoj svet je jezik, zato pravim. Neka razlika mora biti, če rečeš, ta je pa razsvetljen, ta je pa izgorel, ta je pa čuječen. Tlele smo v gozdu. Kako mi je všeč ta čuječnost? O čem govorimo? Ne? Ali pa o Bogu. Ne? To so vse stvari, ali pa o nezemljanih, o inteligenci, ki nima z nezemeljsko inteligenco. To ne samo, da so dobra, slaba vprašanja, to je nonsens o teh stvarih govoriti, ker ne vemo, kaj so. Jaz tako gledam na te stvari in pravim, izgorelost je ena teh stvari, ki ne vem, kaj to pomeni. Si toliko utrujen, da enostavno nimaš več energije, ali pogreš na infuzijo, če razumem prav. Ali se motim, popravite me, jaz tako gledam na te stvari. Če je kakšen zdravnik, mogoče, ampak jaz se ne bi drznil zdaj razlagati to v podrobnosti, ampak verjetno je sistem lahko toliko porušen, ne? Ja. Na fiziološki ravni. Se popolnoma strinjam. Da infuzija ne pomaga, ne? Aha. Instantno, ne? Verjetno malo pomaga. In ne vem, te mitohondriji, kako se generira tvoja energija, enostavno porušen sistem izven ravnovesja in tak sistem nima energije, da bi se sploh povlekel ven iz tega stanja. Ne? In v bistvu, ne vem, tako jaz razumem, da mogoče se da zmeriti na neki celični ravni izgorelost. Ne? Je pa res, da danes s tem izrazom, s to besedo operiramo kar tako prosto. Ne? Vsak tretji mi reče, da je izgorel. Izgorel. Pa imaš ene, ki so pa 2 leti pač ležali v posli. Ne? To je pa drugačko, ker 2 tedna sem bil res na dnu zaradi službe. Ne? Ampak jaz bi rad od teh ljudi, ki so 2 leti živeli v posli, videl to zdravstven karton. Ne? Ja. Priješ danes na fuzbol, ne, sem izgorel. Ali pa sem že 2 leti v tem, ker dobivam te pa te injekcije, sem na teh tabletah, zbolel sem. To je pa druga stvar. Jaz mislim, da tudi to si ful dobro rekel, glede jezika pa besed, da to so vedno približki opisovanja realnosti. Ne?
Se pravi, beseda izgorelost nikoli ne pomeni isto stvar kot izkušnja nekoga, ki ima to, čemur mi rečemo Absolutno. v grobem. Ne? Ja. In izkušnja razsvetljenja, jaz mislim, da je isto. Ne? Beseda ni to, beseda je kar neki. In tudi, ko si Krishnamurtija bral, Ja. on je bil mojster v tem, da ti je glih to idejo, kot sem jo jaz razumel, Džidu ali Juji? Džidu, Okay. da ti jo je predal. Ne? Ker je rekel, to besede, ne, to je vse brez veze. Ne. In to knjigo lahko zdaj fukneš v smeti, mislim, to je brez veze. Ne. To ni to. Ne. Ampak vse je pa govoril o tem. Mogoče je bila izguba časa, mogoče se je on zavedel, da je izguba časa. Ne. Ta stvar je vedno paradoksalna. Zdaj pa ne glede na to, ali ti govori en razsvetljenski mojster iz Indije, ali pa bereš Wittgensteinov traktat, ki ti hoče povedati, da vse, kar je jezik, in kar ne moreš povedati enostavno, nimaš kaj o tej stvari, nimaš sploh kaj govoriti, v bistvu pa sam sebe negira, ker komplicira na 60 straneh. Tako, ja, tako. Ampak to je natura našega obstoja. Ja. Ne. Ljudje so vedno hoteli osmisliti ta naš obstoj. Ne. Obstajajo radni modeli zavesti, ne, ki so povezani z eni bolj matematični, eni bolj duhovni. Rekel, vzhodnjaški so bolj duhovni, zahodnjaški so pa bolj hermetična kabala in podobne stvari. Vse to so neki modeli obstoja, s katerim je hotel človek skicirati, aha, tukaj smo, takole je. Ja, vse je to nek bullshit. Ja. Okay. Hvala Mojca za vprašanje in pogum. Zdaj pa še 2 taki vprašanji, pa če bomo tako dolgo odgovarjali, smo tle do 6. Vi kar vprašajte, a tam ste tudi? Velikih je. Kar vprašajte, mikrofon je tu. Nimajo mnenja, dobro. Nima mnenja, mogoče sva jih preplašila. Ja, to je pa tudi res. Lahko se pa bolj stisnemo, pa se božamo naslednjih 10 minut. Lahko pa Jure eno meditacijo odvodi v tišini. Lahko pa to. Ne, super. Jure, meni je bilo veselje, Tudi že meni. prej v kafani, tukaj Tudi s tabo pred ljudmi. Tako da, ful ti hvala, ker to ustvarjaš. No? Se mi zdi, da taki ljudje ste ful pomembni, da pokažete z zgledom, ne z besedami, kako se da tudi živeti. Zelo prijazno, čestitke pa tudi tebi ob prvencu. Nonsens? Pa, to, kaj to. Pisa, ne vem, stari. Ne. In želim ti, da to ne bi bila ena in edina. Kar verjetno tudi ni, glede na to, da nisi v samozaložbi, ampak da si šel v... Ja, bomo videli, kaj čas in življenje prinese. Hvala, vso srečo. Hvala tebi enako. Hvala ti.